Spoštovane dame in gospodje, dober dan in dobrodošli na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Danes je z nami Boštjan Dvoržak, prevajalec, urednik, kulturni delavec, trenutno stacioniran v Ulmu, drugače pa kar nomadska poraba, bi bo pošteno reči. Boštjan, se lahko na kratko prosim predstavite? Ja. Zdaj sem spet v Ulmu, kjer sem deloma odraščal. Ko sem bil star 13 let, smo se z mamo in sestro preselili v Očetu, ki je tam že deloval. In sem nekako tam hodil v šolo, potem na Humboldtovo gimnazijo, maturiral in pozneje študiral v Tübingenu. V Tübingenu sem pa nekako navezal stike z enimi kolegi, tako da sem potem, ko sem tam zaključil raziskovalni projekt, našel delo v Berlinu, tudi v okviru raziskovalnega projekta in tam začel poučevati na Humboldtovi univerzi primerjalno jezikoslovje, nekaj časa še kot raziskovalec, potem torej glavno kot docent. Raziskoval sem indoevropske in algijske jezike, to je Severna Amerika, jeziki, s katerimi se je Irene Friderik Baraka ukvarjal. In tako sem nekako skoraj pognal korenine v Berlinu, tam sem živel okrog 20 let. Poleg primerjalnega jezikoslovja in teh raziskovalnih stvari sem se vedno rad ukvarjal tudi z materinščino. In sem imel to čast in veselje, da sem lahko na Humboldtovi univerzi tudi slovenščino predaval in učil. Veliko zanimanje, veliko študentov, lepi projekti, ampak seveda, ker univerza varčuje, ni bilo kakšnega stalnega mesta. Takrat sem odklonil po asistenturo v Ameriki, več takih mest, ki bi me potegnila iz Evrope. In sem se z drugimi stvarmi moral držati nad gladino, kot pravijo Nemci. Prevajalec, tolmač, erotični igralec, vse mogoče stvari. Veliko se ukvarjam z biologijo, torej to je moje drugo raziskovalno področje in zato potujem tudi po svetu, da bi te živali izsledil, ki še niso dobro raziskane. Torej me je zanesel na Filipine in sem tam iskal eno gosenico, ki sem jo pa nazadnje našel. Torej jezikoslovje in biologija sta mogoče nekoliko nenavadna kombinacija, ampak pravimo, da je samo ena znanost. Tudi tukaj so povezali. Se bomo k jezikoslovju pa biologiji še vrnila, tako da mogoče ne preveč izdati. Za začetek priimek Dvoržak nekako nakazuje nastavno poreklo. Tudi vaš oče je bil močna kulturna persona. Lahko mogoče kaj povete o tej družinski tradiciji, iz katere je rastel? Ja, torej sem iz takih, kako bi rekel, mešanih razmer. Moj oče je na pol Čeh, zato priimek Dvoržak, ki na češkem ni tako redek, ker pogost priimek. In pomeni, ravno pri jezikoslovju, nastanitev v obzidju. Se pravi, semantično ustreza recimo priimku Gates v angleškem govorečem svetu. To so ljudje, ki so prišli z podeželja in so se zaselili v takih majhnih stanovanjih, takih zasilnih v obzidju. V mirnem času, če je ta vojna, je treba tisto podreti, zapustiti. In to je potem dvor, dver, da je to etimologija tega priimka. Po materi so vrata. Kot vrata. Vrata, dveri kot vrata. Ampak v glavnem gre za tisto, torej Pomerium. Mladi poznali Urus Pomerium. Po materi sem pa četrti pisanec iz separske družine iz Bosne, rojen v Tuzli. Babice se zelo dobro spomnim, ki mi je razlagala o pridobivanju soli v Tuzli. Staro slovansko ime je bilo Soli.
čez desetletja, ko sem nekje v Nemčiji, mislim, v Ulmu, nabavil eno takove embalažo sončničnih semen, pa je gor pisalo Tuzlu, ker so bile s soljo. Sem se ti babičine pripovedi spomnil. Seveda, to je turška beseda za sol. Koga je to spet dušno. Ja, po očetovi strani je pa tako, da oče je še komponiral, pa ded je takrat za študentski radio, si kakšno skladbo napisal, jaz pa žal ne, zelo rad poslušam glasbo, ampak izdajalec je bil že on. Torej, ko sta starša izvedla, da bo študiral filozofijo in književnost in šel na slovenistiko, sta bila razočarana in sta čez noč predala klavir. Ne komponiram več, ampak zelo rad poslušam glasbo in poezijo mi zelo deluje. Lahko mogoče vprašati, kaj te je potegnilo v primerjalno jezikoslovje in kaj je bilo tvoj prostor udejstvovanja? Tukaj pravi, da si ameriške jezike, severnoameriške jezike, če se ne motim, Irokezov, pa podobnih plemen? Algonkincev, se pravi, Očipejcev in Kri in Mičifov. Primerjalno jezikoslovje je izredno zanimiva panoga. V glavnem sem prvotno indoeuropeist, se pravi tako kot sem v France Bizlaj. Moja domovina, ko sem v Tübingenu tudi študiral, kot prvi predmet, vedno so me pritegovale razne usporednice med jeziki, usporednice in razlike. In kot otrok sem se strašansko zanimal za to, odkot je kakšna beseda. In sem si poskušal sam razlagati. Odkot je miza, odkot je hrib, nanos. Zame je bilo to vedno, da je nanos seveda, da je voda nekaj nanesla. Potem sem se začel s tem ukvarjati in imel sem bujno domišljijo. Ko sem slišal take besede, kot je angleški glagol to can, nemško können, znati, po slovensko znati, se mi je naenkrat zazdelo, da je ta z, pa še kognoskere, gnoskere, konošere, v italijanščini je to mogoče isto, da je ta gn, zn. In da gre za isto etimologijo in za neke vrste skupnega predhodnika vseh teh besed. Potem sta se starša zamislila, da sta rekli, da ima res veliko fantazije, oče je odprl etimološki slovar in je zares to zgodbo tudi ven prebral in je bilo to res. In to me fascinira. Torej, da gre za isti koren. Pa nekoč v šoli, v 6. razredu, v 7. smo se pogovarjali o besedi testament. Testament, pa testis, kar pomeni priča v latinščini. In ker sem se za to zanimal in je ta profesor vedel, da me take stvari zanimajo, je vprašal, odkot pa je beseda testis. Jaz nisem vedel. Pa sem si nekaj zamislil, sem rekel, testis, to je pa verjetno je to tristos, ker je pač nekdo, ki zraven stoji, tretji, ki zraven stoji, tristos, in to je potem priča. Če se dva kregata, recimo, če se prepirata, pa potem tretjega, ki zraven stoji, je tristos. Je rekel ta profesor, ti ne verjamem. In res, to sem jaz kar nekaj nekdo, ko je nekomu drugemu dal naročilo iz razreda, pojdi v klet, pa poišči latinski etimološki slovar, in bomo pregledali. In ta fant je šel v klet, pol ure skol, v skriti knjižnici in je prevlekel ti slovar na nam. Že 20 minut je to minilo, in že reče, in smo pa listali, napetosti naraščali, in meni kar takole delalo, ker sem se pač to zmislil. In potem je prebral ta profesor vse z tistega odstavka o besedi testis. In primerjava z drugimi italijskimi jeziki, oščina, umbrščina, tam je
res nekje v udrščini en stavek, kjer gre za nek testament in tam je tristamentus in tam noter je R in zato se rekonstruira, da je tudi v latinščini ta R obstajal, ki je potem izpadel in je testis dejansko testis. Torej to me je zelo fasciniralo in navdušilo. Zdaj, koliko vem, primerjalno jezikoslovje dosti dela z mrtvimi jeziki, pa za indoevropske jezikoslovje, čeprav vem, sta sanskrt, pa stara grščina, pa litovščina, če se ne motim. Ampak kako iz območja mrtvih jezikov na območje prevajanja sodobne poezije? Ja, v bistvu nikoli nisem poznal neke ločnice ali pa videl meje med mrtvimi in živimi jeziki, zato ker je vse to v sobodu in so tudi živi jeziki tako rekoč dokumentirani v teh mrtvih oblikah. Noben jezik ne nastane od danes na jutri, razen rednega jezika Esperanto, recimo, ki sem se ga tudi navzel po našem velikem strokovnjaku za Esperanto, Vinko Oštaku, mislecu. Ja, ampak drugače imajo pa jeziki kontinuirano zgodovino, kontinuum, ki ni nikjer prekinjen in je vse povezano. In to se na etimologijah pozna, torej vse je nekako povezano, ena razvojna stopnja izhaja iz druge in je tako, da do danes v bistvu govorimo isti jezik, čeprav se je spremenil. Čeprav ne moremo več reči, tole je to, ampak je pa išlo iz tega jezika. Recimo, danes govorimo o tem, da Italijani, Katalonci, Španci, Francozi, Romuni in Fulani govorijo še vedno latinsko. Samo da se je ta latinščina tako spremenila, da je to poznejša oblika. Jasno, da to ni tako ena proti ena, ampak so še zunanji vplivi, je konvergenca, je divergenca, jeziki se lahko zbližajo zaradi sosedskih odnosov, torej sekundarno. Gre za ta razvoj. Slovenščina ima danes bolj razvite dvojinske oblike, kot jih je imela praslovanščina. To je zanimivo, je pač druga oblika sistematizacije. Ampak jaz bi te zdaj vseeno prosil mogoče za krajšo refleksijo o prevajanju, o prehajanju sploh verzov iz enega jezika v drugega, iz ene jezikovne družine v drugo, ne vem, iz slovenščine v nemščino, kako se recimo tega lotevaš? In prevajalsko in tudi organizacijsko, se pravi družbeno stiki z pesniki, pesnicami in tako dalje. Začel sem pravzaprav po naključju, sicer, ker je moj oče tudi pesnik, sem se nekoč lotil prevodov nekaterih njegovih pesmi v nemščino. In sem se trudil izpostaviti enak ritem, kot ga je oče imel v zbirniku in take rime. Sem toliko časa pilil, da je nastalo nekaj podobnega, kar se je zelo lepo slišati. In od takrat naprej me te stvari veselijo. To je neke vrste manija. Rad bi videl, da se lepa pesem, mislim, da prevaja poezijo, dobro sliši, da je bralcu tudi v tujem jeziku užitek in da nam deluje. In če je to težko, zame še toliko bolj marljivo, da se temu posvetim, potem poskušam vsebino in obliko, torej jezik in glasbo, jezik je z glasbo povezan, poezija pa sploh, združiti, tako da nastane taka enota, čeprav gre v bistvu za presajanje, ne samo za prevajanje. Po eni strani torej v tem uživam, imam neko zadoščenje, po drugi strani je pa to tudi obremenitev, ker je vsak prevod po svoje tudi zločin. Zato, ker deloma vendarle ta original spremenimo, na novo tolmačimo, na novo interpretiramo. Tukaj gre tudi za subjektivni pogled, nikoli ni popolnoma objektivnega prevoda. Kako pa izgleda ta družabna komponenta prevajanja, to druženje, sodelovanje preko mej, preko jezikovnih mej, konec koncev iskanje knjig, iskanje sodelavcev, ta čist ne toliko akademska, ampak bolj človeška, mogoče tudi poslovna sfera, kako to deluje? Kako se tega lotevate? Izredno pomembno, da z literaturo, z
s poezijo, recimo predvsem, delujemo tudi na druge narode, torej s tem, kar imamo sami, nekaj najbolj identitativnega je naš jezik, da so te naši pogledi, da lahko te svoje poglede, pesniške, kaj je vedno, svoje vedno osebna, zelo osebna, posredujemo tudi drugim. To me nekdaj veselilo. In ti pogledi so izredno pomembni, rekel, da v našem slovenskem primeru celo ključni. Zato, ker nam je poezija ne nazadnje podarila identiteto. Mi lahko zares trdimo, da nas brez naših poetov ne bi bilo danes. Nekaj tega je gotovo prisotnega tudi pri vseh drugih narodih. Nekaj tega. Niso vsi narodi enako identitativno postavljeni, kot smo mi, ne? So tudi bolj državne ljudstva, ki se recimo tega ne zavedajo, pa imajo potem vedno znova kakšne nacionalistične izbruhe. Torej, po eni strani je lahko ta zdrava identiteta, ki je treba tudi vedno negovati, po drugi pa tudi identiteta, ki se še razvija, vedno jo razvijamo, nikoli ni statična, ampak mislim, da je zelo pomemben dejavnik. Lepo je, da se beremo, da se prevajamo v druge jezike in s tem plemenitimo. S prevodi je pa tako, kot je s tistim zakopavanjem talentov v Bibliji. Torej, ne moremo ena proti ena prevajati, pa recimo z umetno inteligenco, da bi bilo vse samo pravilno, pa tako kot je v slovarju, je treba vedno presajati, je treba na novo definirati. In to je izziv prevajanja, je zelo veliko dela. Sam sem pa seveda tudi velik pristaš branja v originalu. Torej, ker ljubim jezike, rad bi jih obvladal čim več, mislim, da primanjkuje časa, vseh se ne bo nikoli mogoče naučiti, ne bo mogoče obvladati, ampak bi rad tudi čim več v izvirniku prebral. Pa vendar je, torej prevajanje je čudoviti svet. Samo na hitro, v koliko jezikih lahko berete v izvirniku? Lahko se sporazumevamo okrog 35 do 40 jezikih, s tem, da pač roko na srce, nimam dovolj vaje in se v večini ne morem tako gladko pogovarjati kot recimo slovensko, nemško, italijansko, francosko, albansko, zdaj za vališčino, litovščino, estonščino, bi pa kar potreboval nekaj vaje spet, da sem prišel ven, ampak to bi seveda rad obnavljal. Moj ideal je bil, da bi vsaj vse evropske jezike obvladal gladko, pa ne znam mačarsko, pa ne znam furlansko, sramota. Basko se znate? Sem se učil, ampak žal ne obvladam. Zelo zanimiv jezik, ker nima sorodnic v Evropi. Najbližji tipološko so razni ameriški, srednjeameriški, pa severnoameriški jeziki, recimo ergativni jezik, ampak tukaj gre za univerzalije in ne za genealoške povezave. Zraven akademskega udejstvovanja ste tudi dokaj izvirni kulturni delavec, pa me zanima, če bi malo povedali o svojem plavanju za slovenski kulturni praznik. 8. februar je naš kulturni praznik in Prešernov dan. Imam navado v Berlinu izvesti ledeni recital, v katerem recitiram Prešernove verze, različne pesnitve v slovenščini in nemščini, zapojemo tudi Zdravico, kitico, ki je himna, in drugi dve kitici, navadno najmanj 3, in pri tem plavam v ledenem umetnem jezeru, ki ga pa jaz imenujem umetniško, zato ker je v nemščini naziv za to jezero Kunstsee. To je tako majhno umetno jezerce v takih visokih zgradbah na Potsdamer placu. Potsdamer plac omenili sem Bartholdi parkom, to sta 2 postaji podzemne železnice linije U2. In tam se to odvija. Torej, kunst je tudi umetnost. Umetnost v tem pomeni. Zelo lepa etimologija, in umetnost. Zdaj, če se pa preveč ukvarjamo z racijem, z logiko in stvari analiziramo, pa izgubimo in postanemo razumni. To je zanimiva etimologija, ker je paradoks.
Ampak torej na tem umetniškem jezeru sem najprej priredil za svoje študente, da imajo nekaj iz kulturnega praznika ta recital in sem se potem kopal v jezeru. Pozneje smo nehali razbijati led, zato ker je bilo to za otroke nevarno, se pravi, tista površina potem spet zamrzne in bi se lahko kdo vdrl. Če je zares ledena skorja, se samo postavim na led in se polijem z vodo in potem uprizorimo krstke savice, tiste ključne kitice. In začelo se je s pečico študentov, nekoč je bila tudi velika atrakcija, ker se je zraven kopala še ena moja študentka. Potem je pa prišla zraven naša takratna kulturna atašejka Monika Kartin. Mi smo ji rekli kar mama šejka. In je iz tega naredila tudi uradni kulturni dogodek, tako da so se člani in sodelavci slovenskega veleposlaništva začeli redno udeleževati. In je bil to kar uradni dogodek, ki ga je nekoč posnela tudi slovenska televizija. Posneli so vse od A do Ž, tudi ko so me redarji hoteli že odvesti in so rekli, vzemite suknič, oblecite se, pa pejte za nami. Jaz pa seveda nisem imel sukniča, ker imam 8 zimskih oblačil že 30 let in so pač mislili, da je nekdo utrujen življenja, ki hoče tam uprizoriti svoj samomor ali pa nekaj podobnega. Tam zraven nasproti se odvija Berlinale vsako leto v začetku februarja. In potem si ljudje vedno mislijo, da jaz hočem konkurirati. Ne, to ni bil glavni namen. Čeprav se seveda vsakdo veseli nekaj pozornosti in sem bil zelo vesel. Zgodilo se je, da se zbralo nekaj 100 in tudi že po 1000 na obrobju tega jezera. Prišlo je do enih pravnih zapletov, ker nisem vedel, komu ta teritorij pripada. To je bilo v zasebni lasti, torej teh lastnikov tistega prostora in zgrad. Potem sem pa še njih povabil, da so bili vsi veseli, da so se lahko udeležili tako lepega kulturnega dogodka. Nekaj manjka, če tega ne uprizorim. Zdaj pa, če slučajno nisem v Berlinu, se trudim po Zoomu ali pa po mailu kaj podobnega posredovati in to uprizorim v Ulmu, na Donavi, kjer se tudi tale poplava. Je samo, da je voda, ki s tekočo besedo povezuje svet, Prešeren. Pandemija je prinesla marsikaj slabega, ampak po drugi strani pa tudi nekaj dobrega. Svoje študente zdaj lahko oskrbujem z materiali kar po mailu, oziroma imamo še take nekaj prireditve po Zoomu, tako da smo lahko povezani in mi ni treba biti stalno v Berlinu in lahko ta čas preživljam pri svojem očetu. Imate tudi izredno avanturistično žilico. Kasneje bomo prišli do Neptunijev, rekli ste, da ste na Filipine potovali. Na enem iz tem potovanj vam je tudi frizura rešila življenje. Lahko povete kaj o tem? Ja. V načrtu sem imel knjigo o družini Metuljev, o somračnikih, v kateri sem hotel predstaviti nekatere najbolj vidne ali pa z mojega vidika pomembne vrste. Potem sem ugotovil, da so nekatere vrste teh velikih somračnikov, krasnih metuljev, znane samo kot metulji, torej kot velike vešče iz raznih zbirk. Metulji so znani, njihove gosenice pa ne. In jih uradno še nihče ni videl in jih ne poznamo. Torej je samo pol resnice največ. In zaradi nekaterih takih vrst sem se odločil, da bom potoval v tiste tropske kraje, kjer živijo in kjer sem si želel izslediti njihove gosenice kar same. Ker večina teh drugih entomologov, biologov potuje v te kraje, potem pa na kakšnem griču razplejo tako veliko platno in ga osvetljujejo z ultravijolično svetlobo, tako da se naleti čim več metuljev, ki letijo po noči, pridejo vsi na luč, potem se pa to da v eter, tako da se pobijejo, pa se pa lepo nabrcke nadajo. In to je vse, kar potem od njih vedno. In potem se njihove genitalije raziščejo mikroskopsko in te genitalije dajo informacije
o vrstah. Na tej podlagi se razvrščajo tudi to je insektološka porografija. Jaz sem bil za tisto mikroskopsko vidne dele teles, o njihovih ličinkah, posledicah, o njihovem razvoju pa ne vemo nič. In sem se odločil, da bom po eno od teh vrst šel na Filipine in tam izsledil to posledico. Sem bil drugič na Filipinih, ko se mi je to posrečno in to, ko sem se tam izgubil v enem od naravnih parkov. Pri prehodu 200 km peš, ko sem do tja prišel in potem sem bil spit kot turška fana, pravno po domače in iskal, 4krat vprašal za pot, pa mi domačini niso znali razložiti. Ti upravniki parka so rekli, samo sledite markacijam. In sem tem markacijam sledil in sem se znašel nekje v bližini vrha. Ampak med tem, ko že nisem imel več baterij in nisem mogel slikati, sem te gosenice dejansko na taki sumljivi rastlini izsledil. In ker so bile tako zelo podobne eni bližnji sorodni vrsti, sorodnemu rodu iz Afrike, sem gadal, da je to ta vrsta. In to je bilo potem že očitno. Vmes je pa 80 milijonov let, ker vmes je nastal Indijski ocean. Še vedno so si pa živali zelo podobne. Metulji manj kot gosenice. No, ko sem se pa potem vračal iz tega naravnega parka, sem pa vendar razbral nekaj zadnjih kovancev in si preskrbil prevoz motoriziranega triciklista. To je na Filipinih zelo priljubljeno prevozno sredstvo. In ta mladi mož me je peljal po pobočju, po eni taki razrvani cesti in nekaj je bilo, neka ovira, tako da se je v tisto zaletel in sva spolzela po bregu, obrnilo naj jo je in jo je vrtelo po bregu, tako da dol. On je imel čelado jasnič, takrat sem že imel del tele frizure in sem udaril z vso silo z glavo v en kamen, v tako skalo. Sem videl vse zvezde, nekaj pretresa je bilo, ampak brez posledic, ker so biti lasje tako gosti in so tako fino odbili tisti udarec, torej amortizirali, da sem ostal živ. Lahko mogoče še za naše gledalce pokažete svojo frizuro? Vse naravno, torej govorimo o tako imenovani rasti, ampak ta rasta se danes lahko tudi pripne, to so tudi taki svitki, ki se dajo pripeti. To je pa naravno zrastlo in se je potem skupaj steklo, tako kot so jurte mongolske. Če se potem takole skupaj stisnejo in tudi se potem drži. Jasno je to seveda ovira pri ledenem plavanju, ker ta konstrukcija se suši 48 ur. Ampak danes gre pa tudi za simboliko, torej v nedeljo bo prezentacija naše poezije in je ena zelo pomembna simbolična stvar, ki mi je prišla na misel, tako da sem rekel, do frankfurtskega knjižnega sejma najmanj si pustim to dolžino, ker je pomembna, čisto iz simboličnih razlogov. Gospod Boštjan Dvoršak, najlepša hvala. Hvala vam za pozornost. In lepa zadnje.